Je tudi vas ujelo praskanje po grlu, curljanje iz nosu, pomanjkanje energije ali povišana telesna temperatura? Potem bo nasvet gospoda Roberta Terčelja iz podjetja Farmedica prav za vas. Kaj je vzrok v pogostejšem obolevanju dihal? Je to slaba odpornost, je to veliko virusov? No, dejstvo je lahko oboje. Pri zimskem času je naš kontakt z virusi pogosto, več smo v zaprtih prostorih. Okužimo se lahko hitro. Drugo pa je, seveda, ali bomo pri takej okužbi tudi podlegli nadaljnjemu razvoju bolezni, simptomov. To pa je nekoliko odvisno tudi od naše imunske sposobnosti. Je pa res, da se v povprečju, vsaj če verjamemo podatkom, odrasle osebe ne morejo izogniti vsaj enemu do dvem prehladom na sezono. Približno vsak 5 tak prehlad, ki mine relativno hitro, enostavno, se pa zakomplicira v kakšne bronhitise, sinuzitise, pljučnice in tako naprej. In te stvari so precej neprijetne. Alfred Fogel je vedno govoril, da si moramo krepiti naš imunski sistem po naravni poti. Tule pred nama je en nov napitek, Echinafors Pro. Kako si lahko z njim pomagamo? Ja, to je posebna oblika zdravila Echinafors, ki je zelo znan tudi v preventivnem delu. Echinafors Pro pa je za pripravo toplega napitka, če poenostavim, kot neke vrste sirup, prijetnega okusa, ki ga primešamo čaju ali topli vodi, torej ne bo prevroče, in spijemo in uporabljamo v času akutnih obolenj. Skratka, gre za eno posebno kombinacijo delovanja na simptome. Z tem zdravilom bomo lažje prebolevali prehlad, z sočasnim učinkom na imunski sistem pa tudi podprli imunski odziv. In to je taka kombinacija, ki se pravzaprav želimo. Velikokrat samo delovanje proti simptomom je samo en del aktivnosti, ki je primerna. Seveda podpiranje imunskega sistema pa je zelo pomembno zato, da smo bolj zdravi in tudi, da ne zbolimo prepogosto ponovno po preboleni virozi. In kdaj ga potem lahko jemljemo, da je najbolj učinkovito? Ja, jemljemo ga kar pri prvih znakih, pri prvih simptomih virusne okužbe dihal, tudi zato, da se ta ne komplicira. Iz študij vemo, da uporaba Echinaforsa v svoji osnovni obliki kot v tej dejansko zmanjšuje komplikacije takih prehladov, manj je pljučnic, manj je sinusitisov, manj je bronhitisov. Skratka, gre za zdravilo, ki ga uporabljamo v akutni fazi kot obliko Echinaforsa za pripravo toplega napitka. Jemljemo običajno celotno obdobje trajanja simptomov, ki bodo zaradi delovanja tega zdravila milejši, tudi hitreje prebolevamo. Če vemo, da v povprečju prebolimo prehlada v enem življenjskem obdobju od 3 do 5 let, če bi vse dneve skupaj sešteli, je seveda dobro, da je teh simptomov vsaj časovno manj, da se počutimo bolje in, kot rečeno, tudi, da je naš imunski sistem v boljši sposobnosti se ubraniti pri naslednji okužbi. Hvala lepa za vse te informacije. Prosim.